Alo, en Megane sem vzel na test, ampak je še stari, če bi se rad zapeljal z njim. Stari, ne, pa ne. Če smo imeli že te noge, zakaj pa še starega imeli? No, okej, samo povem, da ne bom potem poslušal jamranja. Evo, problem rešen, tega avta res nočem deliti. Čeprav je to še stari Megane, novega z oznako RS še nekaj časa ne bo in se bodo morali potruditi, da bo boljši od tega. Resno, čeprav je že v letih, je tole še vedno eden najboljših takšnih strojev. Leon Cupra je morda podobno hiter avtomobil, ampak je v primerjavi s tem povsem brez karakterja. Samo poglejte ga, kako hudo izgleda že na mestu. Kot petarda, ki ti jo nekdo moli pod nos in pravi, kaj, a jo požgem? A jo? Ko mi čaka, da eksplodira. Ta RS ima Krapovičev izpuh in vzmetenje Elins, pa še nekaj ostalih komponent z znanimi imeni. Ampak to ni pomembno, razen če ste računalničar in se radi hvalite ravno s tem. Bolj pomembno je, da sta ta dva sedeža noro huda in da je počutje tukaj znotraj povsem dirkaško. Me sploh ne zanima, da je armaturna plošča že malce zastarela, zaradi mene bi bila lahko lesena, me vse ostalo prepriča toliko bolj. Ja, trd je, to je jasno, ampak ni naporen oziroma vas to ne bo motilo. Volan je lepo obtežen in ves čas vem, kaj se dogaja pod kolesi. RS cesto objema kot vlak tračnice, res težko razložim, kako noro hudo se pelje. Podvozje je vrhunsko, motor pa tudi. Vleče kot odtrgan in že pri spodnjih vrtljajih je porožen, čeprav bi si na zaprtih ovinkih želel še malce več, ampak pač turbina se mora zbuditi. Porabi pa, ni pomembno. Celo v blokadi tako lepo zapoje, da se ne moram upreti. Evo. Pa tudi če gre kakšen literček na 100 km več. Slabosti v bistvu sta samo dve, ker je tako nenaporno hiter in tako dobro leži na cesti, boste vedno prehitri. Tudi če boste nekje na podeželski cesti povsem ležerno vzeli ovinek, boste hitrejši od vseh ostalih in najbrž tudi od omejitev. Tako fantastično je lega. In druga slabost, ko pride novi RS in če bo vsaj malo podoben temu, bo neverjeten. Če ne bo pa, predlagam tega, je še vedno vrhunski.